Dobro jutro, lepo zdrav, drage gledalke, spoštovani gledalci. Juhu! Takole bi še dodali za tole čudovito, krasno skladbico za uvod. Mene je kar prevzela, jaz sem tlele plesala, itak imam rada polke, se veste, tudi valčke, ampak tale polka je bila res krasna za pravi tale nedeljski uvod. Draga moja družba, zdajle smo že prva nedelja, oziroma v prva nedelja v mesecu juniju. Kam le čas beži, to sicer pojejo štirje kovači, ampak danes ne bom imela 4 kovačev, seveda morda kdaj drugič, gospo Hermino, ki se že malo pogovarjava, če bo seveda z veseljem prišla. Ampak danes z velikim veseljem in z ponosom v našem studiu gostim alpski kvintet, ki letos praznuje 60 let delovanja. Dajmo jim seveda zaploskati, v veliko čast in ponos danes gostim 3 prave tiste, ki bodo seveda kaj več povedali o jubileju in pa o alpskem kvintetu. Dajte si zraven seveda kokice, dajte si zraven kakšen kozarček, tudi lahko, rdečka, ne, ja, sej lahko, ne, čeprav ura, ja, je že krepko čez 10, pol 11, seveda, ne, pa seveda bodite naša vesela družba vse tja do 12 ure. Jaz se že veselim te družbe, ker pa, ne, letos alpski kvintet praznuje 60 let, dajmo še eno tako praznično, ne, za tvoj praznik. So leta prehitro minila, a mladi po srcu smo še. Življenje se nič ne ustavlja, le dnevi in leta teko. Smo zbrali prijatelji se stari, da skupaj bi voščili ti. Zdravico zapeli ob vincu in skupaj veseli bili. Zato ti želimo vsi še mnogo veselih dni, da zdravi in srečni zminemo se vsako leto. Naj vince poživlja nas, vesel naj bo tvoj obraz, saj praznik je tvoj, ki danes ga zdravo slavimo. Nazdravimo zdaj si vsi, naj slavje ne znaš živi. Izpimo do dna in zdravja mu vsi zaželimo. Da bil bi med nami še, saj radi imamo te, še mnogo res srečnih dni želimo ti. Zdaj si vsi, naj slavljenec naš živi. Izpimo do dna in zdravja mu vsi zaželimo. Da bil bi med nami še, saj radi imamo te, še mnogo res srečnih dni želimo ti. Še mnogo res srečnih dni želimo. Takole, naša vesela družba je z nami seveda Oto Pestner, Janez Per in pa Franjo Maček. Dobro jutro ali lep pozdrav, Janez, kaj ti moram reči? Ja, Rana ura, zlata ura. Rana ura, zlata ura ali slovenskih fantov grob. Tako, danes je seveda nedelja in danes je gospodov dan. Janez, povej mi se dan seveda glasbeno tikamo, ne, ker smo rekli, glasbeniki se tikajo. Najboljš je to. Je to, ne? Nedelja je, ko
Kaj bi danes Janez Per počel, ker je seveda sicer gospodov dan, pa vem, da imate vi pri vas doma en haufen dela, veliko stvari za poštimati, ne nazadnje prihajaš iz kmetije, a ne? Ja, tako je, iz Mengša. Ja. Ne? Kaj bi danes v tem času počel? Zelo zanimivo, Ja, ne? Igral bi z našo plehmunsko mengeško godbo pri procesiji. Res? Namreč danes je sveterešne telo, procesija in sigurno bi tam igral. V narodni noši. Ja. To je tak običaj pri nas. Ja. Če pa ne bi bil v godbi, bi pa doma kuhal ali zakuhal? Če pa ne bi bil doma, sem pa tukaj. Si pa tukaj, a ne? No, pa drugače v nedeljah se pripravlja nedeljsko klasično domače kosilo. Ne vem, tvoja žena zdaj to doma pripravlja. Zdraven, imaš kaj prste vmes? Pripravljaš, režeš korenček, še kaj drugega? Zelo slab sem, ker se kuhati še. Res? Ne znam drugega kot krompir skuhati, pa jajca v trdo. Na trdo? Na trdo. Drugega pa res ne Na dam. trdo. Samo nekaj mi še povej, ampak dober moški ste pa znani potem, da radi roastate zunaj, da imate radi ribe, da pečete pa meso. Grill pa gre po mojem, a ne Janez? Ma tudi to ne. A dej, no, res Ampak ne. što si to, no, ker jaz sem slučajno srečal, da je brat kuhar. In to točno, ne, ja. kadar si zaželimo kaj tazga, Ja. brata povabimo in to on pripravi. In je to. Oto, kaj pa ti na ta nedeljski dan? Ti dan kar mikrofonček, ne vem, nedelja je zate gospodov dan, ja, ne? Včasih je kar normalni delovni dan, če pač tako pride, ne? Ja. Če danes štejem tole obisk pri vas, spet, mislim, da sem že tretjič letos, ne? Ja, tretjič, ne? Ja. Malo kar serijo Še oddaj, malo ne? pa bova odlična. Petica. Deva na tem delati. Do petke, a ne? V glavnem, nič posebnega. Mene so enkrat vprašali, ti kdaj greš pa na dopust, ne? Aha. Pa sem rekel, vse sem na dopustu. A to je to? Ja, to je to, ne, v bistvu, tako da tukaj jaz ne ločim. Glasbeni dopust. Ja, kaj je zdaj tako gor dol, ampak fajn je, da je karkoli delaš, da delaš z dobro voljo, pa da je potem vse skupaj lepo. Lepo, ne? A ne? Ti veljaš za enega perfekcionista, ne Janez? Ja, res je. Res je, ne, Maček, Franjo, prav gotovo pritrdiš, tudi tebe bom vprašala za dobro jutro, ampak jaz sem že zdaj bila malo kregana, ne, Polonca ni gledala, ne, Oto, se to moramo malo povedati. Polonca treba našeškati včasih, ne, ampak pol bo pomagal, ja, seveda. Mi bomo tole seveda šli, našim bom pol govorila, da bo šli en drug vrstni red glasbeni spotov, ker jaz sem gledala malo drugače, ne, ampak dobro, ti si perfekcionist in si vse zraven številka napisal, jaz pa videla nisem, veš, in bi jaz mogla imeti očala. Le, imam eno fajn mojstrico za očala, tako da ti lahko zrihtam. Čakaj, ne nazadnje, si ti tudi vzela eno mojstrico pred oddajo, mi moramo to povedati, ne? Res je. Fantje so sicer oblečeni v narodne noše in to je seveda o narodnih nošah, kako je alpski kvintet tudi s temi nošami, a ne, začel igrati, pa da so bili brez nož, bomo tudi povedali, ne, na začetku. Ampak, Oto, ti za svoje nastope tudi imaš oblačila, tvoja Helena, ne? Torej, ja, Šivilja, ja, gospa prišla zdaj Štor pred oddajo. Helena se je oglasila, kajti jaz se tudi spravljam v konec tega meseca, pa pol začetek julija, sta dve veliki prireditvi, ena se imenuje Poletna noč v Ljubljani, to bo 30. junija, ta naslednja je pa potem kar Melodije morja in sonce, pa 4. julij. Si No. letos torej tudi na Melodijah? Ja, sem kot povabljeni gost, Okay. seveda sem moral pridodati eno novo pesem, tudi ko bo izvajana tam, a ne? In no, pravzaprav mi dela novo obleko za Melodije morja in Tako da, sonca. Oto ima vse poskrbljen, za očala, za obleke, za vse nidani. Franjo, dober dan, dobro jutro. Dober dan, lep pozdrav. tebi. No, kaj danes nedelja, ker sem že se vprašala, kaj pa Franjo ob nedeljah počne? Kaj pa Franjo v nedeljo Ja, počne? počitka. Počiva po napornem tednu, pa Res? veliko v naravo hodim. A res? Hribe, Jo. da se malo prediham, da lahko pa piham. Da lahko, evo, Ja, da sprediham, da potem piham. To je tudi ena bila pesem, a Bi ne? bil za kak tekst dober. Mal prediham, da lahko piham. Krasno. Zdaj ti prihajaš, Franjo, točno od kod? Drugače ne si iz Laške. Iz Laškega Doma. konca? Ampak zdaj, Ja. zdaj sem pa malo se preselil. Zdaj se preselil na Ja, kaj? na Jesenice pa Jutloš. Kateri hribi so tam, ki jih so pihaš gor, ki so pihaš gor pa dol? Kateri Recimo, hribi zdaj so sem tam? bil Golica je čez zraven, zdaj ko so narcisrce tele. Je bilo Sem bil lepo. dvakrat gor, res Ja, lepo. krasno. Pa dobro, ker že imaš mikrofonček, ne, Alpski kvintet letos torej praznuje bravo 60 let delovanja. Franjo, ti si se, danes ne bomo šli čisto sicer kronološko, ker imam danes ene tri ljudi, tri krasne persone, ki imajo vsaka svojo zgodbo, ne. Gospod Janez Per je bil skoraj na začetku, ti si se pridružil 30 let, Tako, Oto je bil povečaj. vmes trikrat, tako da en kup stvari imamo za povedati. Ti si se pridružil kdaj?
Leta 96, 96, to ko pomeni, so prenehali. ja, ker so pa nehali Z delovati poklicem. poklicno. Kak je bilo to? No, da je malo povej, opiš ta dogodek, mislim, ker prideti k alpskemu kvintetu, to so v bistvu bile sanje muzikantarjev. Ja, v bistvu, to mi je še zdaj velika čast, da smo to priložnost, ki sem jo z veseljem izkoristil. Takrat je bilo pač, ko so ta ekipa, Kožan pa Ivan sta nehala. In potem so iskali moj prijatelj, s katerim smo bila v tandemu, Matej Bohan. Ja. Smo bila povabljena na audicijo in smo se kar Torej je odločili za bila naju. audicija, za Ja. vse je bila audicija, se Janez Perže kar takole kima, ne, itak ima vse kronološko v glavi, tako da jaz vem, da bo to zdaj povedal. In kako je potekala ta audicija? Ja, mislim, Franjo, prav gotovo je bila ena trema, ena taka pozitivna, ne? Taka Ne? pozitivna, ja. Ampak šlo. smo to z lahkoto, Z lahkoto. s prijaznostjo. Tako. Zelo tako prijetno bilo. Krasno. Smo jih par zaigrali in je bilo to. In je bilo to to. Janez, če odprem tukaj le 261. stran, ne? Super. Že točno vem, vsi najboljši muzikantarji so tlele noter, ne? A res? Ja, sej vemo, ne? Tudi alpski kintet je že številko, vem na pamet, 261, leti to in seveda začetki, Janez. Dajva malo obnoviti, 60 let bomo danes strnali noter v uro in pol, ampak ja, Janez, vse se je začelo leta 1966, tako drži, ne? Ja, tako je. Torej, alpski kvintet je že prej obstajal, so igrali tako amatersko, ne? Ja. Bom rekel, kakšne plese, veselice in te stvari, ampak uradno je to začetek profesionalne poti. Leta 66, to se pravi, takrat se tudi šteje, to je, bom rekel, korektno, Ja. kakor ne, eni pravijo, ja, mi smo že tudi prej, pa to pa on, tudi alpski že prej, pa to pa on. Pa to pa on, ne? Ja, tako, ampak takrat so... Pa smo vsi prej, to pa on. Tako, ampak takrat so šli po profesionalno pot, jaz še nisem izraven. To pomeni, da so mogli pustiti službe. Tako? A je bilo težko verjetno, a ne? Zelo, ne, ker Saj to je tudi bil... ti si verjetno pustil potem šihta, Tako, ne, ja, po domače tako, rečeno. ja. To je bil velik riziko, ne, doma, da ti rečeš, nekateri so bili že poročeni, nekateri še ledek, torej staršem, da rečeš, da jih bom pa nehal v Fabrik delati, Ja. grem, a ne, prvič so šli v Francijo, grem igrati in seveda, sej muzikantarska takrat v tistih časih še ni bila tako sigurna zadeva, ne. A ni bila? Ja, ne, Jaz sem pa mislila, da v Torej, bistvu, če si to šel že takrat, da to pa je bilo neki zihar, da to pa, da bo. bom rekel, ne preveč spodobno stvar povedal o Kar meni. povej. Ko sem šel igrati, ne, je pri nas je bila kovačija, ne, Ja. in kmet rekel, no, še en pijanc več v Mengšu. Ja, A tako, resnično. ampak ta anekdota čist nič ne drži, ker, mislim, Janez, no. Ma čist mal drži. Na zdravje. Na zdravje. Na zdravje. Sem pa pripravila vodo danes, Ja, veste, vidim. fantje. Tako da ja. Ja, in pustiti ših takrat, a ne, ja, je to. Ampak dajmo samo še, ker ti tudi teh 4 leta, ker nisi bil zraven, ti si se pridružil leta 70, ne? Tako, ja. Tudi za 4 leta, malo veš nazaj, ne? Fantje so prišli v Francijo, ne vem kam, ne? Tako. Švico, Francija, Točno Švica. vse vem. In potem tudi niso bili lepo oblečeni, oziroma so imeli vsak svojo neko nošo, njihov tiske, tam bil gostilničar priznana, ne? Ja. Je rekel, ne, vas bomo oblekli malo drugače. Kako je bilo s tem? Poslal jih je domov po Ja. nošo. A. Hotel je imeti recimo tako oblečene, kot so bili Avseniki. Namreč ansambel Avseniki je že igral, ne? Ja. In seveda on je v Slovenijo prišel nekaj podobnega iskati, ne? In seveda hotel je tudi svojim ljudem tam prikazati ansambel, ki je izviren iz Slovenije, Oberkrajn, a ne, kot se temu reče, Ja. in pa seveda tudi so morali biti tako napravljeni, ne? Seveda. To, kar je pa tudi fajn. Ja. In od takrat mi tudi nosimo vse skozi narodno nošo. Alpski kvintet nastopa vedno v narodnih nošah. Ja, Alf... Razen, če igramo v kakšni gostilni privatno. No, to sem hotela vprašati. Ravno sem hotela Oto povedati, ponosen si torej na narodno nošo in narodna noša je res nekako, a veš, da zdaj le jaz malo brskam vaše spote, pa kjerkoli se pojavite, da vas ne vidim v nekih drugih oblačilih. Ja, seveda, predvsem, kadar delaš produkcijo, ki gre pol ven, ne, mora ta imič skupine biti takšen, kot je zapovedan. Ne. To se pravi, če pač alpski kvintet nosi narodno nošo, se to tudi vidi na videospotih. Se to bomo tudi videli, ne, Ja. v nadaljevanju, V nadaljevanju. ko bomo si pogledali nekaj par teh zadev.
Ja, jaz sem jo ravno tako takrat potem dobil strani ansambla. Takrat smo imeli še šefa Jožeta Antoniča, nažalost ga je že Več ni, ga ni med nami in on je bil velik estet, kar se tiče oblačenja, reda, vsega tega. Estet, Smo razumeli, Janez. In smo imeli takrat, ko sem pač jaz prišel zraven, neko rutino, da je vedno nas pogledal, tako kot pri vojski. A je tole v redu, a je tole, a ne? A je bilo res Ja, to? ja, a imaš uro tlele, a imaš to tukaj ja. in to je moraš štimati, preden se je šlo na oder. Ni Je bilo- štimalo vse, ja, ne? Seveda, nimaš kaj. Poštilkano, in tako je tudi prav in vse do danes res ohranite, In hvala Bogu. tako da sem se potem dosti hitro navadil tega režima, ne? Ja. In je fajn, da ga potem obvladaš za kasneje, ne? Ti je lažje delati, imaš en svoj tempo, tudi preoblačenja pa vsega tega, kadar prije tudi kaj na knap, ne? Ni nobenih težav, ne vem, Ne. da se namenite, ko boste zdaj oblekli, kjero barvo, drug dan. Vsi Ja. ste v narodni noš in to je to. a Tukaj ne? pa res ni problema, ja. Katero pesem oziroma Aha. spot bomo zdaj zavrteli Ej, od ti bom Alpskega povedal, kvinteta? glej, zdaj se nekako nagibamo k tisti ekipi, ki je bila, bi rekel, primarna, takrat, Okej. ko sem jaz prišel zraven. Prej smo videli za tvoj praznik, ne? Ja. Zdaj pa bo na vrsti ena zadeva, en spot, pravzaprav, ki bi moral biti strani naše nacionalke zmontiran, pa nikoli ni bil. Res? Ja, ampak ker so se ohranili grobi materiali, sem pač jaz vzel svoj cajt pa mašino skozi in sem tole doma zmontiral Miksu? v en video spot in upam, da vam bo všeč. No? Gre pa za naslovom? skladbo Reci ali verjameš. Reci ali verjameš? Pod številko 2. Janez se te pesmi prav gotovo zelo dobro spominja. Torej, to še vedno igramo. Ne, tudi, Še vedno imate to? Ja, tako. In ker tekst je zelo zanimiv. Ne, Ja. Če ti nekoga vprašaš, torej, Samo en mal, Janez, Ja. zdaj te bom mal prekinila. Glede na to, da mi pojemo, pa ful znamo tekste, a ne? Pa instrumentalisti kar igrajo, pa tekstov ne poznajo. O čem govori Franjo tale pesem? Reci ali verjameš? Zdaj si me pa dobila. A ti sploh veš? Kaj pojete? Ne, obrec verjamem. Če verjameš, veš, da ti verjamem. A sem ga dobila? Dobro, ne? pa si vedela. Ne, jaz si mislim, da vedela? to vejo, mislim, da to se vejo. Ne, veš kaj dač, pa sva mi dva soseda na odru, ne? Tako en zraven drugega stojiva, sigurno Franjo kakšen kos teksta tudi ujame Pa zraven. sej Tako da verjamem, ni ampak problema, tako veš. zelo nekaj, pa bom malo sprobala, če vejo, ne? Ker oni so toliko zatopljeni v to, Ja, pa seveda, pikarja, ne? To je specifika tudi pri drugih glasbenikih, ne? Da se zelo fokusirajo na svoj inštrument. in to Tako, je mi pa pravilno. na svojega, ne? Točno In pa tako, na tekst, ne? tako. Tako, To je to. No. To je to. Franjo vedno opazuje, kdo pravilno igra, kdo nepravilno igra. In pa še malo poškili, če je kakšna luštna dol. A to je to. Tako Če da nas kakšna luštna, če nas kakšna luštna posluša. Ja, danes torej opravičilo drži, tako da ti opravičimo, zdaj reci ali verjameš, v tretje z nami torej Alpski kvintet. Bolj ko je toplo sonce, bolj se odpira cvet. Lepše blesti se gore, lepši se zdi ti svet. Bolj ko pomlad se zbuja, vse bolj drhti srce. Tebi nemir prebuja, kaj se godi, kdo ve. Reci, ali verjameš, da je ljubezen to, kar najna čustva vznemirja. Reci, da mi verjameš, da se spomladi v naju dveh spet pesem rodi. Reci, ali verjameš, da je ljubezen to, kar vidim v tvojih očeh. Reci, reci še
svetlejše do pomlad. Reci, ali verjameš, da je ljubezen to, kar najna čustva vznemirja? Reci, da mi verjameš, da se spomladi v naju dveh spet pesem rodi. Reci, ali verjameš, da je ljubezen to, kar vidim v tvojih očeh. Reci, reci še enkrat, da je vse lepše, vse svetlejše do pomlad. Da je vse lepše, vse svetlejše do pomlad. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Muta, kmetijska mehanizacija dela take prikolice, da ti vedno pridejo prav. Ko se gradbeni material domov pripele, ko treba kakšen večji kos bele tehnike iz trgovine spraviti, pa ko se pridelek iz polja pripele. Ko, ki jih najdeš? Pri Agri. Itak. Trgovine Jage! Sprašujem se, kaj je na oni strani Maurice. Sprašujem se, do komu damo sanje upanje. Me bo še ljubila.
Ja, v našem studiu je tako vroče, še posebej Janezu, da smo mogli iti po robčke zdajle. Janez, a ti je tudi na koncertu gor na odru tako vroče? Mislim, kad tvoj bariton zaigra? A lahko malo? Lahko, tako. Danes sicer maske nimamo, tako da ja, prav paše, Ana, da. Janez, Lahko ponoviš. lahko ponovim še s te strani, a ne? Janez, tule ti dam čez šrabu, lej. Ampak, dobro, ko si na odru, daš vse moči, seveda, iz sebe, tvoj bariton je prepoznaven in pa seveda tudi alpski stil, ki ste ga vi, že kar na začetku, a ne, ste rekli, mi pa ne bomo oponašali Avsenika, mi ne bomo kopirali, Avsenika. Ja, v bistvu zasedba je enaka kot Avsenika, ne. Ja. To se pravi trobenta, klarinet, harmonika, kitara, baritona, ne. Ko da v bistvu po tej plati smo to kopirali, ne, čeprav a ne, Ja. je to čist ena druga zvrst, bom rekel, alpski, ker pač mi malo drugače igramo. Vsak človek ima specifiko, ne. Recimo Franjo igra drugače kot, kaj vem, en drug, kot Rudan. Kot je Rudan igral, Tako, ja. ja. Ali pa recimo Damir čist drugače kot je Košir. Podajate a ne. drugače, tako, ne? tako, Ker ja. imate nek svoj zven. Ja. Franjo, kakšen zven je ta alpski zven? Mislim, noter je tudi malo swinga, malo ne vem česa. Tako, ja, v bistvu je bolj v bistvu temnejša trobenta, Ja, v bistvu harmonika, je malo drugačna, ne? swingovska kitara, ja. drugačen ritem In to naredi, in kako viže rečemo, recimo bolj drug, iz swinga, ja, še bolj. Ja, ne. še bolj. Čeprav v bistvu je tudi Avsenikova muzika, v bistvu je združitev, v bistvu obrkan glasba, Ja, ne, ja. je združitev swinga in ljudskega, ne, to skupaj, tako. veselje in Zadovoljstvo, ne, da so tako. ljudje srečni in zadovoljni. Krasno. Torej, ti si se pridružil 30 let za seveda začetkom, zdaj je 60 let jubilejno leto, v januarju ste, Franjo, že nekako začeli z slavjem, z praznovanjem 60-letnice. Kako potekajo in kako je biti del seveda te krasne ekipe? Ja, letos bo Pestro? je bilo kar najvišje, ki je bil recimo na Alpskem večeru. Ja. Zdaj imamo v bistvu še naprej veliko terminov, na katerih bo tudi se to obeleževalo. Drugač pa ja, v bistvu vesel sem, da smo prišli zdravi do tega jubileja, da Predvsem smo, zdravja, ne? ne, Ja. da smo homogena ekipa, Krasno. da radi igramo. No, zdaj, ok, vmes bo Janez potem tudi povedal, ampak kar ostanemo še takole pri tebi, se je tudi neki glasbenikov zamenjali, kar je seveda logično, v 60 letih pridejo razne zdravstvene zadeve, pa družina, pa ono pa tretje. Ne vem, ti doma imaš glasbeno družinico, te podpirajo, so s tabo. Ja. Pri meni, jaz sem drugače poklicen glasbenik, Ok. policijski orkester, ne. Pri meni je dejstvo, je glasba na prvem Seveda. mestu. Ja, Ja. tako, da je v bistvu moje življenje podrejeno Čez glasbi. temu, ja. Čez glasbi. Jaz tudi, a veš, Janez, ki ga gledam vmes skozi, kar roke mi laufajo, ne, to je že kar deformacija, ne, jaz že to gledam. Da to že kar laufa, ne, kar tako zadeve, ja. Ampak dober, glede na to, da ima vsak v skupini, v ansamblu, ne vem, ne govorimo o neki funkciji, ampak tako neke stvari. Mislim, Franjo, pa ti zdaj sem prideš gor, odpreš tisto tvoj kuver, sestaviš te stvari, in je to, ali še imaš kaj drugega? Tako, A to je to? postavim mikrofon, ja, In svoj, to je to. pa vse od sebe. Pa vse od sebe. Mislim, ker imate ozvočevalca, ne, ki vas ozvočuje, ne rabite postavljati ozvočenja, ne? Ne, Ja. tega pri tem prejšnjih bendih je to Se bom bilo. zdaj vprašala, In Janeza. smo veseli, da tega ni. Ja. Tako, Janez. So pa včasih tudi sami Ampak postavili, na to bo zač- pa Janez povedal. Tako, Janez, na začetku je pa prav gotovo bilo, ne? En hauf in te telefrštekarije, po domače rečeno, vse kable spraviti skupaj. Ja, torej, ko sem začel, ne, prvič, recimo smo imeli samo en mikrofon, a ne, pa na kitaren ojačevalc smo vsi se drenali. Kako ne. to misliš, To se pravi- sam en mikrofon? Ja, en mikrofon je bil Tak širokopasni, in pol ste vsi seveda postavili se okrog? klarinet, pa kakšno petje se je malo gor, saj na začetku sploh nismo veliko pela. Ne. Počasi smo začeli, ker je enostavno tako prišlo, da so rekli, ne morete samo igrati, morate tudi nekaj zapeti. In Ne, kdaj je bil in ta smo se prelomni potem, trenutek? in potem smo se začeli ukvarjati s tem. Torej, Alpski je že pred menoj pel, potem smo pa pela jaz pa Jože, ne, največ. Čakaj, res? In smo rekli, dva medveda.
Pojeta. Lovska. Dva medveda, ja, tako, no. Ta ni lovska. Ne, res, torej res. Janez Per je tudi pel. Seveda noter, ja, torej. Ampak pol smo dobili Ivanko Kraševec, ne, to je bil, bom rekel, presenečenje veliko, ne, o tem lahko No pa daj mi malo o tem presenečenju povej. Mislim, so bili fantje za to, da res osvežijo oziroma da dobijo nek veter svež v ansambl, pa še pa ženska, ne? Ali je bilo to zdaj kakšen tabu dobiti en ženski vokal? No, to je bilo tako, ne. Mi smo eno obdobje, smo rekli, bi malo tudi po Sloveniji igrali pa tak in smo se združili skupaj z Mihom Dovžanom. Tam je pa pela Ivanka Kraševec. Tako, ja. In seveda smo bili, Jože Burnik je bil že tudi pri Dovžanu, a ne, in smo kar fajn imeli tudi prav režisirano predstavitev koncerta, pa tak, ne, fajn, ne. Fajn, ne? Ja, dobro je bilo. In Miha je tudi lepo pel, igral je bas kitaro, igral je citre, pel, krasna zasedba je bila, odličen program smo imeli, seveda, ampak pa smo rekli, ampak to ni to, ne, samo v Sloveniji moramo spet nazaj jeti v tujino, več igrati, ne, in Miha je bil obrtnik, se ni mogel temu odpovedati in seveda Ivanka je pa ostala pri nas. Tako je bilo to. Ja, tako. In tam je seveda potem Miha zaključil... Ja, Miha je zaključil pol, ja, tako, ja. No in Ivanka od takrat je bila Ivanka, no, in seveda srečo smo tudi imeli, da sta potem začela z Žanom, ne, Trobentarjem hoditi, no. To je bila sreča, ne? Ja, seveda, za oba. Za oba. Ja, in seveda to je bilo tudi za Alpski je bilo to tudi super, ne. Velik plus, ker sta nikoli nista zamudila, ne, vedno sta oba prišla. Ja. Ampak vseeno moram pa iskreno nekaj vprašati. Okay, itak, ti si pel za Ivanko, pa vi ste skupaj tako bili, pa itak jih poznate dobro. Pa se veste, ne, biti mož pa žena v ansamblu, zna biti pa tudi stresno, a drži? Ne vem, pri njih nisem to opazil. Res ne? Pa zakaj? Zato, ker je Žan vedno pokimal. Vedno je prikimal Ivanki, ne. Ja, to pa tako poznamo. A ni to, ne vem, jaz sem preveč povedal. Ne, se tako mora biti. Tako mora biti, bravo. Doma verjetno tudi Janez kimaš ženi, a ne? Večinoma, ja. Drugod sem korajžen, doma sem pa cagal. Tako, drži, a ne? Ti tudi seveda za Ivanko, ki ste začela prepevati, je to bila ena taka res simfonija, no, res. Združila ste se dva krasna glasova, ona njena nižina krasna, tvoja višina. Res je, kar govoriš, ampak ni bilo samo to. Mi smo potem, poleg tega, da sva bila pač duet, smo še uvedli nekaj dodatnega in sicer smo naredili kvartet znotraj kvinteta. Kako je to izgledalo? Kdo je dal pobudo za to? Ja, to je bila moja pač želja, nekako, to sem slišal. Da bi bilo fajn tudi kaj štirglasno narediti, ne, in sem ugotovil, da je Janez super baritonist po vokalni liniji tudi, ne samo po inštrumentalni, in Žan je bil super bas. Lepo, fino, ne, in smo na nekak, ne bom glih rekel po New Swing konceptu, ampak mal razmišljajoč v tej smeri začeli mal tudi aranžirati vokale na ta način. Tako da potem, ko smo imeli prve stvari pripravljene za snemanje, ne, je mal zvenel, kot bi rekli Američani, close harmony, se pravi, tudi take harmonije so mal zelo blizu, ja, in niso bile tipično ljudske, kot jih poznamo, ne. In ko se je to zgodilo, ko smo posneli prvo ploščo na ta način, takrat že z mano, ne, so tam mladi resnično na igranih ponoreli. Jaz sem enkrat, ko je bila ena od prvih mojih nastopov v Avstriji, gremo proti enemu šotoru, ne, nič hudega sluteč, no, se pa sliši eno pitje, ni bilo čisto jasno, kva se derejo, ne. Sem rekel, fantje, čakajte, to ni za nas, to je en rock band pričakujejo. Pa je rekel Vinko, ne, boš videl. In ok, nadaljujemo. In kaj sem najprej slišal? Nisem slišal Alpen Oberkreiner, ampak Alpski. In so skandirali in mi pridemo noter s neko. A to je to, ne? To je to. In je res bilo, to je to. In sem se zavedel, da sem v skupini, kjer ni heca. Po domač povedano. Ni heca tudi zdaj, ker bomo zavrteli naslednjo pesem. Ti kar preglej, ko bo naslednjega že vem, še nekaj prej si vprašanega. omenila, da je Janez tudi pel, ne, pred tistim, prednje Ivanka prišla. Ja. Najdli smo en videospot, Res? kjer bosta dva medveda, kot si prej rekel, ne, v glavnem kadru, tudi z našim pokojnim Jožetom,
In enostavno bomo slišali skladbo z naslovom Janezova polka. Janezova polka, ni na ključe ali na ključe, Janez? Ne, ni na ključe, pač jaz sem, bom rekel, v Rabsku bil dolga leta šofer, ne, vozil sem cel ansambel s kombijem, pa tak. Bilo je na ključe to, da skoraj noben ni imel izpita. Tisti, ga je pa imel, ne, je pa... A Oto tudi ne? Oto. Takrat še ne, zdaj ga pa ima, pa vemo to zgodbo, da on Pa ne vozi. Pa ne vozi. Torej, dan si peljal ti. Tako, ja, pač tako je bilo, no, da sem bil deklica za vse. Torej, Deklica za vse. bil si Če je bilo šofer. treba, sem pel, ne, Ja. če je bilo treba, sem igral, če je bilo treba, sem šel na intervju kot danes, ne, Ja. z Jožetom, največ sva mi dva hodila okrog, ne, po radijskih postajah, pa tak privatno, tako, ne, če je bilo treba, ne, sem šel tudi vprašati, kdaj je igranje, takrat še telefoni niso delali, ne, sem šel izmenšal gorje, pa sem vprašal, dober dan, a je Jože doma, ne, je rekla teta, tam, ki je on svetoval, ki je on stanoval, v Bohen je šel, a ne. V Bohen, Ja. okej. In potem sem seveda, To so bili telefoni, ki ste Tako, se prevažali tako. sem pa tja, ne, Ja, je bilo ja. čisto drugače, ne. tako da pač, a ne. Lepe anekdote, o anekdotah in dogodkih seveda še v nadaljevanju, Janez, veliko imamo še zapovedati. Zdaj pa res krasna, čudovita pesem Janezova polka. Evo, Janez, za tebe. Rad delam vsak dan tja do pozne noči, le delo lahko človeka krepi, a nič ni mi mar, če kdaj delam zastonj, mogoče dobim božji lon. A zvečer poda vse k prijateljem, malo pokramlja, mal na zob ga da, če sprašuje ga, kdo preveč na glas, pa mu zaigram brž na bas. Rad družbo imam in se dobre ljudi, zato pa se mi prav dobro godi. Življenjski recept sem vam dajem na pot, lepo s pesmijo je povsod. A v nedeljo pa, da za kmašni kvant, je postaven še kot ta pravi fant. Če kdo krega ga, pa je vse zastonj, v roke vzamem brž bariton. Mislim, zdaj moramo zaploskati, ne? Tebi najprej Oto, ker si to vse pripravil in je bilo to presenečenje. Janez, kako fajn je, rekel, pa veš, da je fajn gledati. To še nisi, Janez, videl. Ne, to sploh še ne. nisem gledal, ja. Pa v gostilni je bilo, pa v noši ste bili. Ja, lepo, ne? Smo lepo napravljeni. Ja. Se spomniš, kje je to bilo? Malo smo ti osvežili seveda spomin. Ja, to je bilo pri Trebušniku. Pri To Trebušniku je zelo gostilnica. poznana gostilna, ne? Odlična hrana je bila, tako da je bilo zmeram polno ljudi. Tudi mi smo kdaj se tam ustavili, ne? Pa smo se fajn najedli. Najedli pa Tako. fajn. In posneli seveda mimo grede tudi spota, ne? Smo imeli tudi eno polko, ki se imenuje Pri Trebušniku. Ja, krasno. Tako da smo se malo zahvalili za tisti nek
smo bili vedno dobro počaščeni oziroma dobro prehranjeni. Tako, in obloženi. Tako, tako. Franjo, dam ti mikrofonček. Skladbic v 60 letih se je itak bo pritrdil Oto in pa seveda Janez nabralo ogromno. Zdaj, ko potegnejo kakšno z naftalina, oziroma še prej me zanima, ko imate nek koncert, oziroma koncert, ko greste na oder, itak veste, ne, kaj igrate. Ampak kaj pa ste na veselici? Te kdaj presenetijo, ne vem, tisto, a ti to vse veš, katero zaigrati, takoj poznaš bolj kot ne vse komade alpskega kvinteta? Ali? Ja, neki se jih nabral, repertoarja. Drugač pa, A te kdaj presenetijo, da se ne moreš spomniti, veš, kot rečejo, pri Trbošnjaku, ne vem, pa na Kamniku, pa na Oni gori, pa to vse, jaz bi to vse pomešala. Pod klopjo, na klopi, a veš, pod lipo, na lipi. je pa bilo enkrat taka anekdota. Ker meni se zdi, da morate biti vi tam, ne, mi pa v tekstih, ne, kira je zdaj že to. Aha, pod klobukom, moj oče ni klobuk, ima klobuk, to je vse, ne? 3 luknje. No, kako je s tem? Enkrat se je pa zgodilo tako, ja. Igramo v Sarajevo, je bila zbornica gospodarska in smo mi bili goste in odprejo in začnemo v bistvu tako vsak svojo, ker so obe iz istega dura, pa isti toni, da je bilo Se ti spomniš ampak tega, smo se Janez? hitro zmedili. To sem pozabil. To si vzavo, ne? Seveda, Ker je to k tega, ne? Bomo dali Ja. mikrofonček, ja. No, Je povej pa še. veliko. Ampak ja, tudi včasih igramo kako skladbo, če je daljša veselica. Ja. Se tudi zgodi, da je kakšno, ki je ni v repertoarju. Ja. Potem pa malo prdlihaš, Pa ne? malo, mislim, Ja, saj smo malo jazzeri, pa malo prdlihaš, Oni ne? kar glihajo, ne? Pa dajmo, mogoče pa bo, ne? Če Za bo, pevce bo. je to teže, ne, ker imate tekste. Tekste znati, ne? Ja, tako. Zdaj tudi takole, ker smo pri tekstih, dobro, da si me spomnil, pa bom takole, ne? Danes ansambli še vedno, kar mene fejs blazno moti, a ne? Imamo pred sabo, a ne, en haufen teh tekstov. Ali vi kot alpski kvintet, ker ste res profiči, pa to imate kje v ozadju tekste, imate spredi, ali je to vse v glavi? Lej, takole bom povedal. Tisti redni program, ki je ponavadi, rečemo tudi koncertni, kdaj pa Ja, kdaj, ne, kadar ja. ni dolgega igranja, gre na pamet. Okay. Potem smo pa izumili zadnje čase eno rubriko, ki se reče iz alpskega arhiva. Aha. To pomeni, to je pa tisti del recimo daljšega igranja, kjer je tistega programa konci, se radi spomnimo kaj za nazaj, ne? Pol je pa treba in malo, ne? Ja, potem si pa tak tekst malo pripraviš in Le malo potem gledate, ne? ja, Ja, iščeš in najdeš marsikaj. Aha. Potem pridejo kakšne želje strani ljudi dol, ne? Aha, pa gremo spet malo nazaj, Ja, ne? je pa še- iščemo še spet. Ali imate pridejo- to vse na tablici? Jaz nimam nič, če kaj besedil, ponavadi jih imata zdaj Maja pa Ja. Miha, a ne? Pa tudi hitro najdemo, če je treba narediti tercet. Mi pa smo tako, ne, mi trije imamo to, da rekel, malo sposobnosti, da sproti aranžiramo tudi vokal na odru, Ste če se že v treba. bistvu čist skupaj, Ja, ne? jaz Že ponovadi ja. rad delam tretjo štimo, ne, kadar smo Aha, trije, ne. aha. Miha je ponovadi melodija, se pravi Maja je pol čez, kot se Ja, reče, terca, Iber, ne. ja, Iber, ja. Jaz grem pač v to kvintno varianto in če je kaj tazga, da se mi zazdi, da lepo zazveni troglasno, to sprot naredimo. No, In super. smo najdli veliko pesmi, ki smo rekli, če bi jih na novo posneli, bi jih pač posneli že na ta način, z podvojenim troglasjem recimo, ne. Nekaj slik smo tudi pripravili, tistih čist začetkov, pa potem malo vmes, jih bomo zdaj seveda zavrteli. Evo, tole je čist začetna slika, oziroma prva zasedba, a imam prav, a ne? Tako je, ja. Ja, prva zasedba, tukaj so že noše, vidim, poštimane, tudi perje, klobuki so bili Torej, od Francije naprej je alpski v nošah. v ne. nošah. In, Od prvega noša nastopa, ne, gre. se pravi, Ne gre, leta ne. 66, tako ja. Če bi še povedal, kdo so bili prvi, Bi lahko, absolutno, seveda. Žan Prešeren, Jože Schmidt, Niko Krajger, Aha. Jože Antonič in pa Peter Kejžar Kejžar. na baritonu. Okay. Ustanovni član je bil tisti, ki je ustanovil, no, kdo je bil skratka res tisti prvi ustanovitelj, rekel, Kje tale? Tale slika, cela, to so bili To so bili ustanovitelji. ustanovitelji. Torej, Žan je igral že prej, ne, Jože Schmidt, ja, Niko Krajger, Jože je pa pač takrat lih od vojakov prišel, no, in Peter Kejžar. Ja, pred njim je pa njegov brat igral kitaro, pred Jožetom Antoničem, ne, je bil pa Frank Kejžar. Okej. Tako drugače pa to je originalna prva zasedba. Gremo naprej, pa vmes povemo, odkot alpski, zakaj alpski kvintet, mislim tudi ne, kvintet, ok, ampak alpski zato, ker ste s tisti koncev, kdo je dal
ta naziv? Ne vem, To je zelo zanimivo, no? Okrog tega je kar nekaj dilem, Ja. ampak ena taka resnična ali pa verjetno najbolj verjetna varianta je, da je, ker so imeli enega, ki jih je vozil, ne, z avtobusom ali pa s kombijem, ne, je on se spomnil ta ime Alpski kvintet. A ne, sej kar fajn, mislim. In kvintet, vedno nas je bilo 5, ne, dolga leta, dokler ni Ivanka prišla k Alpskemu kvintetu. Ja, in Alpski kvintet, ki ima tudi seveda svoj stil, svojo melodijo, oziroma točno ločimo. No, mislim, jaz ločim, pa tudi muzikantarji ločimo. Ne. Seveda, ker se spoznaš. To je pa Avsenik, pa to so Slak. 4 kovači, pa Tako. to je to. In Ja. meni se zdi, da a je bilo kakšno rivalstvo, no zdaj povemo, ste pa velik fan, pa tudi ljubitelj bil Avsenikov, ne? To na vsak način, torej jaz osebno zase pravim, da sem iz navdušenja do Avsenikove glasbe začel igrati, a ne. Ja. Saj to ni bilo drugače možno takrat, no. Jaz sem že toliko starejši, recimo, da takrat v tistem času je bilo zelo malo basistov, baritonistov, ne. Sploh je bilo fajn, če si igral kontrabas, pozavno pa baritona, ne. Tvoj Pol si bil- osnovni je pozavna? Ja, Najprej, največ. po mojem, a ne? Ja, ne, začel sem z baritonom, ja, potem pa kontrabas sem hodil v glasbeno šolo, jasno, ne, in seveda potom malo več pa pozavno, no. Tako. Je to, bom rekla, zdaj jaz, ko te vidim, jaz ne vem, ne bi ti mogla dati klarineta, no. A ne, mi ne bi pasel, ne? No, ne. Franjo. Ker vidim te, mislim, ne. Pol Se tudi- mi ga Franjo tudi ne bi dal. Tudi harmonikar, ne vem, nekako te ne vidim. A ne. Torej, tebi je pripisan, Bog ti je dal bariton in to je to. Ne vem, No. pa te je pa Miku kakšen drug Ja, inštrument. me je, Kaj te trobenta. Miko- Takrat smo bili vsi. Trobenta? Ja, trobenta, no. James, kaj je že bil? Harry James, takrat, Okej. ne, pa ja, ples na vodi, pa te stvari, ne. Ampak pri godbi takrat ni bilo inštrumentov, ne. In meni so dali, so rekli, ti imaš malo bolj debele ustnice, bariton bo pa dober zate, ne. Pa si ostal pri Ja, tako, baritonu. no. Saj se moram zdaj tismo zahvaliti za to. Franjo, ne vem, tebi je bil tudi kar klarinet takole, le tule klarinet, tvoja želja klarinet, ali si tudi, ne vem, mogoče kaj V bistvu drugega? moja želja je bila najprej saksofon. Saksofon. Ker je en stric, ki so bili glasbeniki, ja. tako ljudski, so igrali ohceti pa te stvari. In je igral saksofon in to sem ga tam. Ampak sem bil premajhen, tako da najprej mi še klarineta ni dal, sem mogel blokflauto najprej. To? Par mesecev, Okej, potem pa blok. klarinet, potem kasneje sem pa tudi saksofon. Pa obvladaš tudi druge inštrumente kakšne? Še poleg klarineta? Flauto, pa malo citre. Pa citre. Citre malo. Citre, joj, naslednjič ima ne citre tlele zrihtar, ker me zanima, Citre kako malo bi ti... zase, to sem za... Mislim, tako. lahko bi pa ena popestritev, brat, si Ja. predstavljate Alpski kvintet in Franjo Maček na citrah. Bi bila ena taka kombinacija. Oto, ti pa verjetno, mislim, itak, vse, kar primeš v roke, tudi zaigraš, ne po mojem. Ja, vse, kar prijem v roke zaigra, pardon, ne sem hotel nekaj. Hoče pa to povedati. Ne pokvariš, vse lepo gre. Moram pa reči, da obstajajo posnetki Alpskega kvinteta s citrami. Ampak ne govorimo o Mihi Dovžanu, govorimo recimo o eni, bi rekel, božični produkciji, ki je ena najbolj prominentnih iz prejšnjega Ja. obdobja. Takrat je še Janko Ropret z vami pel, ja? In ste naredili eno ploščo, ne, se pravi In so bile božično. citre. Ja, A je bilo res? enih par komadov Lepo. tudi Pa posneto. So tudi kakšni videoposnetki na to? To pa ne, ne? Mislim, da jih ni. Škoda, Mislim, da škoda, jih ni. Jaz potem po pridružitvi, ker takrat so ta plošča obstajala samo v nemški varianti. Ja, Ne? ja. Pol čez nekaj let, ko smo pač mi bili že skupaj, pa je bilo eno jubilejno leto in so fanti rekli, pa zakaj ne bi ta plošča bila še v slovenščini. Ne? No, tako da sem jaz pol vokale na novo vse za slovensko verzijo posnel. In seveda spet zmiksali to in tako da potem tudi, mislim, da ima zdaj naslov Božič pri nas doma, ne? Ima naslov ta No, o tem plošča. v nadaljevanju, zdaj bodo sledili kratki oglasi, draga moja Okej. družba. Aleš se nam bo zopet pridružil, pa še seveda nekaj drugih zadev imamo pripravljenih v reklamnem bloku, potem pa z velikim veseljem naprej Oto, Janez in pa seveda Franja. Sprašujem se, kaj je na oni strani Maurice. Sprašujem se, kdo komu dava v sanjah upanje. Me bo še
takole, zdajle pa v nekaj minutah zopet z Alešom predstaviva Gorenje in pa seveda Hisense. Aleš, lep pozdrav, dobro jutro ti želim. Ja, pozdravljena, dobro jutro vsem skupaj. Ja, Aleš, vedno govorimo o Hisense in pa Gorenje blagovni znamki, ampak Gorenje ima tudi eno premijsko blagovno znamko v Slovenijo. Katera pa to je? To pa tudi jaz ne vem. Ja, res je. Pravzaprav zelo zanimivo. Mi se vedno oglašamo v zvezi z Gorenjem in Hisensom, ki je pač del glavnih blagovnih znamk, ki se prodajata, vendar ima Gorenje oziroma Hisense skupina tudi premijsko blagovno znamko, ki se ji reče ASKO. In ta premijska blagovna znamka ima zelo zanimivo zgodbo, je del Gorenja oziroma Hisense skupine že od leta 2010, to se pravi zadnjih 16 let je del našega podjetja. Izhaja pa iz Švedske, iz mesta blizu Göteborga na Švedskem, kjer še vedno je tako imenovan sedež oziroma razvojni del te blagovne znamke, tako da zanimivost tega je, da je to blagovna znamka, ki prihaja iz Švedske še vedno in se razvija na Švedskem. Delamo jo pa pri nas v Velenju, tu v Sloveniji, tako da ponosno lahko rečemo, da je res to švedska znamka z premijskim dizajnom in pa z kar nekaj inovacijami, ki se proizvajajo v Velenju, tako da mogoče je to tudi nek tak podatek, da smo tule v tovarni v Velenju, kjer je Gorenje seveda sedež, sposobni narediti res vrhunske aparate, kar tudi Gorenje in Hisense so, ampak ASKO vseeno odstopa v smeri dizajna in pa v uporabnostnem smislu. Ja, Aleš, tukaj zdaj mi malo gledamo, tele video posnetke oziroma tole pa se sprašujemo, Oto Pestner je danes z nami v naši družbi, pa gospod Janez Per, Alpski kvintet gostim, pa seveda Franjo Maček in gledamo in sploh nam ni znana tale znamka ASKO. Jaz res prvič slišim, Oto, ti si že slišal? Nismo slišala, ne? Kakšne aparate oziroma katere aparate vse dela ASKO? Ja, ASKO spremlja kar dolga zgodovina. Naj povem, da je ASKO nastal leta 1950, ko je nek gospod tam na Švedskem hotel narediti bolj trpežen, boljši pralni stroj za svojo mamo in ga dejansko tudi je naredil takega res predobrega, bi lahko rekel, za tiste čase. Leta 1957 so ga dejansko potem tudi začeli masovno delati, ta pralni stroj, in značilnost te blagovne znamke ASKO je, da so aparati narejeni res trajnostno, ne samo trajnostno v smislu, da se uporabljajo, se pravi, te viri za proizvodno zelo učinkovito, ampak predvsem v smislu trajanja samega aparata. Ta aparat omogoča do 20 let oziroma najmanj 20 let življenjske dobe. Za primerjavo naj povem, da se Gorenje in Hisense proizvajata v istih tovarnah, vendar je tam nekje predvidena oziroma najmanjša življenjska doba Gorenje Hisense aparatov je 10 let, pri ASKO pa kar 20, še enkrat več. In to pomeni, da delamo res te aparate z uporabo veliko nerjavečega jekla, pravega lesa v hladilnikih, uporabljamo čim manj plastike, tesnil iz gume in tako naprej. In pa seveda naredimo vse aparate. Naj povem, da v ASKO premijski znamki lahko dobite tako pralne stroje, kot sušilne stroje, pomivalne stroje, hladilnike, pečice, indukcijske plošče, skratka cel program bele tehnike lahko dobite po to blagovno znamko in še enkrat poudarjam, vsi ti aparati imajo švedski dizajn in pa narejeni so tako, da bodo pri vas doma najmanj 20 let delovali, tako da resnično odstopajo od običajnih nekaj izdelkov. Seveda, temu primerno je tudi malce višja cena, ampak še vedno, bom rekel, cena je zelo ugodna, glede na to, kako kvaliteten aparat dobite. Tako da lahko govoriva o vseh aparatih, ki jih bi imeli doma in pa še nekaterih aparatih, ki jih druge ne boste videli, kot recimo sušilna omara, kjer lahko sušite tako čevlje, kot recimo obleke, to je sušilna omara, se pravi brez bobna, brez vrtenja, ampak samo omara, kjer sušite te stvari. Kar nekaj takih izdelkov je, ki jih še mogoče niti nismo vsi videli. Super, Aleš, dajva samo še povedati za danes, kje pa se lahko dobijo ti ASKO produkti, v katerih trgovinah vse? Ja, ASKO je zdaj zadnje leto zelo razširil prodajna mesta v Sloveniji, tako da ASKO prodajamo v studijih. Kar nekaj ASKO boste najdeli v največjem studiju trenutno, ki ga imamo, Gorenje Hisense studio, se pravi v Ljubljani. Tam je kar nekaj izdelkov, tudi vgrajeni so v kuhinje, tako da si jih lahko pogledate. In pa seveda pri pooblaščenih prodajalcih, teh je pa kar nekaj zdaj po Sloveniji, tako da dejansko se ne rabite voziti daleč, da boste videli te ASKO aparate. Tako da vabljeni,
k ogledu teh aparatov in pa seveda tudi k ugodnemu nakupu, omogočamo obročno odplačevanje in pa seveda vrhunsko svetovanje pri izbiri aparatov vseh, tako Asko, Gorenje kot Hisense. Super, Aleš, hvala ti za danes. Naslednji teden se bova zopet dotaknila raznih aktivnosti. Mesec junij je seveda tukaj, danes je prva nedelja v juniju in tudi en kup akcijskih zadev imate pripravljenih, pa dajva to nekako pustiti za prihodnjo nedeljo. Za danes se ti pa zahvaljujem. Eno krasno, čudovito nedeljo ti želim, Aleš. Tudi vam lep pozdrav vsem skupaj in lepo nedeljo. Zdaj govorimo o govorcih, o govornikih, ki morajo veliko dati na odru publiki, gledalcem. Franjo, kdo je pa največji? Spet jaz, Franjo, kdo pa drži, ne vem, publiko pri vas, pri Alpskem kvintetu tako gor? Ok, eno so instrumentalisti, pa Janez bariton, pa glas seveda od ta pesnera, ampak kdo pa povezuje, ker s publiko moraš skozi delati, ker skozi hoče nekaj, Obenem je tudi voditelj. Tako da Janez me zdaj tako gleda, pa bo zdaj ona vprašala. Bo zdaj to pametno vprašala, ker je že prišel, rekel, ko me boš pa kaj vprašala ti danes, verjetno to odkot sem, kaj delam, kaj počnem, ampak jaz mislim, da se kar debata razvija, Janez? Odlično. Torej, Janez je tisti... Janez je glavni, Janez, predajam ti seveda... Šel to čas kako besedo, pa Maja. Pa Maja, A je publika danes drugačna, pa bolj zahtevna kot včasih? No, ne vem. Jaz mislim, da glede na to, kakšne volje tudi mi pridemo na oder. To je zelo pomembno. In kakšne volje pa na vas pridete? A prideš z energijo, pridete z energijo da čutiš, da... Ja, seveda, fajn je, da se nekako povežeš s publiko in to je tisto, da daš res pol lahko vse od sebe. Pride pa verjetno tudi kakšen dan, Janez, ker pa nismo čisto vsi razpoloženi, pa pol mal, drajvamo en drugega, mal potisnemo, takole, dejno, dej. Seveda. Mal poprimemo. Ne potiskamo se. Seveda, poskusimo s kakšno kozarčkom mal pospešiti. Izvolite, fantje, kar izvolite, Sam to je voda. Vse kakšen deci za zdravje, pa definitivno pa sprosti mišice, pa še kaj drugega. Zdajle bom pa v našo družbo povabila nekoga, ki je tudi povezan z vami glasbeno, je glasbenik, je oseba, ki je, vas lahko v določenem trenutku tudi čisto tišo. Lahko je naredil takole, mute. Pa se niste nič slišali. Pa je rekel, Janeza bom dal malo bolj gor, dan se Janez preglasen, ga bom dal malo bolj dol. To so tonski mojstri, ki skrbijo za nas. In kdo so tonski mojstri, ne vem, evo, nekoga že kličemo v našo družbo. Dobar dan. Janez, kdo je to? Lepo pozdravljen. Čast mi je. Tudi meni. Kaj pa imaš tole v vrečki? To bo pa zdaj za nas. Ali pa za vas. Sej bi za vse prenesel, ampak je trgovina zaprta, sem pa kar eno tako... Janez, dali te bomo tukaj vmes, evo. Janez, za vse bo. Super. Imam jaz vse. No, Janez, zdaj pa povej, kdo je v naši družbi. Ali sem vam naredila eno majhno presenečenje? To je naš prijatelj, dolga leta se že poznamo. A se boš kar sam predstavil, najboljš. Draga. Jaz sem zelo vesel, da sem lahko gost tule in to s takimi ljudmi, s takim ansamblom, ko... Jaz sem nekaj časa z njim jih ozvočeval. Tako, jaz sem prej povedala. Oni so bil sem tu v Švici, Nemčiji, tukaj Avstrija večinoma, In jaz sem takrat imel občutek, da ozvočujem Rolling Stonese. To je, da sem jaz lahko bil zamešalno mizo z njim, to je bilo nekaj najlepšega. In moram še pa nekaj povedati. Zelo, zelo vesel sem bil, ko sem se včasih peljal s kombijom z njimi. To pomeni, če smo se vozili 4 ure, smo se 3 ure pa pol smejali. Ker Per pa Antonič, to sta imela program naštudiran, to neverjetno. Tiste pol ure, ko se pa nismo smejali, smo pa pili nekaj.
Ne, zdaj je to bilo tako drago. Jaz, a veš, študiram vse, kar bom. Jaz sem hotela najprej čisto za vsega posebej enega zvabiti tlele noter, ne. Ampak vse, kar ne bom, ker to bo predolga, prekratka je oddaja, to bo hitro letel, bomo dali enega skupnega, ki je ena skupna nit, kličem Dejana, tvojega sina, mu že pišem, a bi bil ati za to, da pride v oddajo, ja, in ne. Še prej je bilo pa tako, da jaz najprej ne, preberem, da sta se vidva ful dobra prijatelja. A drži? To pa res, to pa že... Mislim, da smo prijatelji takrat, ko smo še bila mlada pa lepa. V pleničkah. Zdaj ste pa sam še lepa. Franjo, ti dam mikrofon. Res sem najprej to prebrala. Jaz smo imeli prvi ansambl skupaj, ne. A res? Kaj ste bili? Kaj smo bili? Ne, ti si bilo kasneje v igre. Ja. Kaj smo bili Potoček, pa Golding, nekaj takega je bilo. Ja, pa to, smo bili še otroci, ja. Ja, pa se to je zelo lepo. Od tam seveda, pri otrocih se začne glasbeno ustvarjanje, pa da pol vidimo, kam neka gre. In sem prebrala, sem neka prijatelja sta, evo, Dejano pišem, seka Dejan, zdaj pa mi ti malo še kakšne anekdote, Dej, je rekel, samo tonski mojster ti povem, ostalo pa ni za javnost. Ja, veliko smo preželi. Veliko dogodivščin. Veliko dogodivščin. No, drago, je še kakšna taka, kako dolgo si bil? Jaz moram povedati, da midva smo začela skupaj igrati, ne? Ja. Ampak na odru on je bil takrat že, bom rekel, zelo, zelo dober. In vse ženske so njega gledali. To govoriš na tvojo desno stran. Za Franjo tako govorim, ja. Ker zdaj gledaš, a veš, gledaš njega, gledaš Ota, vsi so taki, veš. Jaz sem mogoče najbolj sem tebe gledal. No in pol sem jaz rekel, midva ne moramo dolgo skupaj igrati, če vsi njega gledajo, mene dovedem. In pol je pa tak Franjo šel, mislim, z njegovim znanjem je hiter odpotoval. Ja. In zdaj, kako je, sam da vprašam tukaj, Oto, ti se njega spomniš, je bil takrat, ko je bil tonski mojster? Ja, nažalost, jaz takrat še nisem sodeloval z Alpskim, ne? Mislim, da je bilo to pred mojim obdobjem, ne? Ampak lepo je spoznati zame torej nove ljudi. Vidva se poznata drugače? Ja, na videz bolj, ja. Veliko veselje mi je, da se danes tudi spoznate, da je en del takole, ne? Po strokovni plati seveda se pa s fanti odprej že pozna, ne, in so delali skupaj. Ker zdaj, ko smo pa pri tonskem mojstru, je pa to zelo pomembna oseba v ekipi. Zdaj ti, če špilaš, če te tale gospod ne dvigne, pa ne da gor, pol je to vse tako, ne? To ni... Vse moraš znati, ampak... Ja, sigurno. Nekako pa mora ugotoviti... Ni pa to bistvo. Bistvo je, da te tonski mojster zastop. Kaj to pomeni? V tistem primeru, da zastop tvoj način igranja, da zastop malo tudi tvojo dinamiko. Ker največ, pa najboljši zvok se naredi, ker mi glasbeniki soustvarjamo svojim načinom igranja. Tako pevci, kot inštrumentalisti. In po domače rečeno se sami miksamo. In zdaj, če to tonski mojster zastopi, je to dobitna kombinacija. Lahko pa se ti še tako trudiš, pa to isto delaš, pa imaš ljudi, ki filozofirajo za mizo in po svoje delajo, je pa rezultat popolnoma drugačen. Zdaj boš ti izbral seveda naslednji glasbeni spot o filozofiji tega ozvočevanja. Ste imeli skozi obdobje Alpskega kvinteta veliko ozvočevalcev. Najprej ste se verjetno sami, a ne? Zelo veliko, ja. Pa en mikrofon smo zdaj izvedeli. Tako, poznaj smo imeli svoje ozvočenje in tehnika, ki je pač na ozvočenje vedno vozil s posebnim kombijem, ga postavil, oziroma tudi dva sta bila in seveda na to smo mi prišli pa igrali, no, čisto logično. Tako da zdaj pa imamo vedno nekoga, ki, namreč zdaj so samostojni, to je postal poklic, v Sloveniji, pa tudi v tujini, jasno, ki se pač s tem ukvarjajo in to je najboljše. Naročiš, postavi, zmiksa, seveda je fajn. Jaz vedno pravim, da tonski mojster je najmanj toliko pomemben kot en glasbenik, ker mora ta sound, mora čutiti, mora vedeti, tudi melodije mora malo poznati in to je pa perfektno. Oto je zelo krasno povedal vse o tem, kako pa kaj dinamično, ampak mi dihamo kot ansambl, ampak če tehnik to ne zna, če ne štima pa pusti, je zelo pomembno, da tudi barvo... Pa gre na en deci vode, pa je to, Ja, ampak pogledala si pa nekam drugam.
Tako da res, jaz sem zmeraj vesel, no, če bi bil Drago, ker on je pa to znal. No, Drago. On pa to zna. Ja. Čakaj, bomo najprej si zavrteli glasbeni spot, ker je čas za malo glasbe, potem bo pa Drago naprej povedal. Ja, jaz mislim, ker se tako veselo pogovarjamo, ne? Ja, saj In fajn, dobre a ni? teme so, še predlagam eno zelo veselo skladbo, in sicer to bo Janezova skladba, ki ima naslov Med bohinjci, in v tem spotu se bomo poslovili od tiste starodobne ekipe, potem pa sledi današnja novodobna, torej Ja. Med bohinjci bo sedaj na vrsti. Med bohinjci, jaz te bom pa vprašala, če ti veš, koliko je že ura. Kar velika, ne? Tako da bomo mi mogli še kar eno oddajo narediti, da bomo vse te spote zavrteli, pa še pokomentirali, ne? A bo fajn? Odlično. Tako da zdaj... Veš kaj, predlagam, da od tu naprej zelo hitro govorimo, da bomo potem lahko več vstopili na delo, ne? Potem med bohinjci, Gremo. Družba, mi se imamo danes tako fajn. Res, jaz nikoli nisem imela v studiu Alpskega kvinteta. Res, kje ste bili tako dolgo? Janez. Ja, mi smo kar nekaj časa čakali na to oddajo. Res moram reči. In seveda z velikim veseljem, ko je Oto mi rekel, a bi šel v Celje, sem rekel, z največjim veseljem in sem ga vsaj 10-krat do danes vprašal, kdaj boš šla v Celje. Res, povej Oto, a je res, a ne? Ne. Je res? Je res? Ja, no, res, pa sem res vesela, ker tudi eno tako druženje v nedeljo z Otom, pa z nami. Pa dolg časa, mislim... Celje po veselje. Ja, mi rečemo v Celje. V Celje, tudi jaz rečem Celje. V Celje pa vesele. Značilno tudi pri nas Gorenci mi lahko pravimo, Celje. No, Ja. Celje. Zdaj pa dajmo še Drago tamle mikrofonček. Drago, zdaj, katerega leta si ti zdaj to ozvočeval, pa kako dolgo si ozvočeval Alpski kvintet? Se bo ta zmenila skup, ne? Zdaj, Sinkronizacijo. Kjer let je začel? ne, takrat, ko je še Njega ni bilo, ko je njega ni bilo. pel Volk. Ja, Sandi. Sandi pa Irena, Vidic. tako. Zdaj, koliko časa, ne vem, let, 2 leta sem hodil, tako da je bilo. In ti si bil glavni Jaz sem jim rad ful hvaležen za to, da sem lahko z njimi bil. Le, to je
Kaj moraš si doživeti. pridobil, Drago, rečemo, kaj si najbolj pridobil? Vse sem rekel prej, to je tako, da bi ne vem koga ozvočeval. Ne znam si to, mislim, ne moreš nekomu povedati, dokler to ne greš z njimi, pa to. Pa ta doživetja, pa to je bilo, ne vem. Ti 2 leti sta bili za 10 drugih, ne? Točno tako, to je bilo nekaj najlepšega, kar sem dobil. Pa moram še nekaj povedati, nikoli dobeden ni bil, da bi rekel, zahteven pri ozvočenju. No. Točen sem vedel, tako je Oto prej rekel, kam per rad, kak bariton mora biti za pera. No, kakšen bariton je pa mogel biti za pera? Zdaj bom bolj tako rekel, ne? Bariton mora poknati. Ok, a to je rekel? Ne, točen sem vedel, kaj pomeni to. Kaj pa to pomeni? Mislim, To pomeni, da mora biti Ja. in visokih in poden. ja, ok, Oto, se dobiš nazaj To je pa mikrofon. on, No, ne nekaj. Oto, zdaj povej, kam mora poknati? Ja, glej, temu pravimo mi glasbeniki ataka, se pravi tisti prvi kontakt. Šus, ja, če hočeš. Ki je ponavadi pri baritonu v visoki legi. Ampak poleg tega se mora takoj zaslišati tista globina in to v enem momentu skupaj, ne? Pop, ne? In ko to doživiš in ko ta barvna lestvica se zloži skup in če se to fajn sliši, pol si zmagovito kombinacijo udaril, ne? Mislim, ne? Jaz res ne bi bila rada, ampak tudi ne bi bila rada tvoja učenka v glasbeni šoli, ker po mojem ti si tam. A misliš v Janezovi? Tvoji. Ojoj, ne, vse ni tako hudo. To imaš ti, Oto, Veš vse kaj, naštudiran. ko ti bom jaz povedal za naslednjega našega, ne, Ja. ko bomo predstavili videospot, tam se bi mogla pa malo bati iti v njegovo glasbeno šolo. Drago dobi kaj kmalu mikrofon, še prej pa Ja. bomo se zdaj zavrteli en glasbeni spot, In ki je meni je povezan veliko, z ja, meni je Franjo. veliko veselje, ker ta glasbeni spot pa smo njega ni posneli v tem studiu. In boste videli, kako je, če odličen aranžer na bazo narodno-zabavne polke naredi džezovski pristop. Zakaj gre? Najbolj, da si pogledamo in poslušamo. Kateri spot bo zdaj to? To bo pa spot, seveda, pod redno številko, ne vem katero, ampak bom povedal naslov. Pozdrav z Laškega, to je skladba našega Franja Mačka. Pa to je za vaju od vas, ko je tudi No, za tako Dragota, da mislim, da ne? boste res vsi uživali. Ja, Drago, ti prihajaš iz kod točno? Iz Laškega. Ja, no, z Laškega. Z najlepšega konca iz Laškega. Tako da zdaj Laško bo pokalo ne samo po pivski strani, tudi po glasbeni strani. Z nami torej alpski kvintet in smo rekli Pozdrav z Laškega. pozdrav z Laškega. A veš, po čem je najbolj poznano Laško? Počakaj, že šlo mim.
prekratki komadi so, a ne? Janez, kva praviš? Mi čvekamo tu zdaj na polno. Jaz sem mislil, da je drugi del, je bil pa že tretji. Odlično, Franjo. Franjo. To si res enkratno naredil. Koliko klarinetov je posnel, ti veš? 4. O, bravo, to Noro, mislim, ne? to. Sem prav ponosen na Franjota, res, ker tako lepo igra. No, ampak Res, moramo pa... posebej ga vedno tudi na naših igranjih predstavim, a ne, kot solista policijskega orkestra, ker tam mora pa res čisto vse zaigrati. Res. Vse, In ne? tudi pri Alpskem se vedno potrudi. In to je tisto, kar smo se prej pogovarjali. Ne vem, če bi jaz še dolgo pri Alpskem igral. Zakaj? Zato, ker vse ženske Franjeta gledajo. A tako je zdaj to. Ampak neki pa moramo, če zdaj mi je šla tale misel, že ker mi 100 špura, veš, Janez, že laufa tlele vmes, kaj te bom vprašala. So magnetofon, v redu? Ja, ne, čakaj, ne, ampak kvaliteta je pa še vedno in vselej in vedno je bil sinonim za alpski kvintet od prvega dne do zdajle. V 60 letih držite vi to kvaliteto, ta nivo. Torej, že od začetka je bil naš, bom rekel, slogan, vedno kvaliteta, vse ostalo je v drugem planu. Vse težave, ki jih imaš ali doma, ali na poti, ali kjerkoli, ali v življenju, ampak vedno kvaliteta. No, zato smo vedno skrbeli in v to sem najbolj ponosen. Res, še nekaj moram poudariti, da Alpski je imel, bom rekel, tudi dobre avtorje skladb. No, kar nekaj jih je, ne? Ja, kar nekaj nas je. Ne, moram poudariti to. Itak, v začetku sta bila Prešeren pa... Burnik, ja. Tako. No, Oto, ne, Franjo, res enkratni. Seveda, in to je tisto, kar daje na naših posnetkih ali pa na naših nastopih tudi pestrost. Namreč, pa ne, da bi karkoli čez Avsenik ali pa čez kogarkoli, samo to se glasba ponavlja, ne, tako ne. Pri nas je pa vedno to zelo pestro, različno, tako da naš program je res zanimiv zlasti za ljubitelje, drugače pa tudi za ostalo publiko. Mislim, enkratno je to, ker imamo tako različne, bom rekel, tudi poglede, tudi to, pa to združeno v eno tako prijetno, prijateljsko skupino. Krasno. Hotela sem te vprašati, zdaj sem se spomnila, ker ta kavica je zelo dobra. Pa malo tavam glede teh stvari, ker imam 10 špur. Ampak glede na to, da je Franjo prej rekel, da ti vodiš, držiš publiko, pa povezuješ nekako na odru, pa si rekel, da zelo dobro predstaviš torej Franja, pa Ota Pesnerja, pa ostale člane. Kako pa sebe na odru opišeš? No, ne vem, če dobro. To je zdaj malo pretirano bilo povedano. No, kako pa sebe opišeš? No, kako bi sebe opisal, gospod Janez Per? No, sebe v bistvu ne predstavljam. Si verjetno ponosen na to, No, sigurno sem ponosen na Alpski kvintet, kajti moje življenje je bilo, 56 let Alpskega kvinteta, je to nekaj izrednega, ne. Bravo, dajmo res zaploskati, bravo, 56 let, v ansamblu od leta 66 se je začelo, 70 ga si prišel, Ja, tako. In res, mislim, mi še do tja prišli nismo, po letih, kaj še ne, da bi igrali, ampak tako je. Ne, to je že, bom rekel, neko izpolnjena neka življenjska želja, ne, imeti sploh tak ansambl, to je nekaj vrhunskega, no, in to, s tem je vse povedano, no, sploh ni pomembno vse ostalo. Ampak jaz vidim kar, a veš, ta nasmeh, vidim, ne, Oto, ta žar. Ta nasmeh je precej širok. Res vidim ta nasmeh in si kar predstavljam, bi včasih bila rada muha v vašem, kako bi jo? Bi te že ven zbrsku. Ker je Drago, še enkrat, da ne ti dam besedo, da je to bilo res neponovljivo, a ne? Res je bilo to. Jaz moram tudi to reči, prepoznavnost ansambla je to, ko ti slišiš samo par taktov, boš točno vedel, kdo igra. In Alpskega, nemogoče da rečeš za Alpskega, tole pa nekdo drug. Ne more se zmotiti, ker res kvaliteta, pa mislim, da so tu gor, poj pa mehne vmes taka praznina, pa so pa drugi dol. Mislim, vse mogoče sem kjerem, nisem prav rekel, ampak res to kvalitetni, ko je pa Alpski, je pa... Moram te poprašati, a lahko grem tule malo mes, a se lahko mi dva malo zamenjam, a sem ti zagrela, sedeš? Tlele grem, ampak
prav gotovo je pa kakšna, vse pa zase stisneva takle, Da se šprame sedla. kakšna je taka skrivnost, mogoče pa je kaka, ne vem, ker je rekel Dejan, pike, ne bomo zdaj več govorili. Je pa kaj takega zanimivega, sočnega v alpskem kvintetu, ko je za eter pa... Ne, mislim, so stvari, ampak... Je kdo kaj pozabil, ne vem, je Janez je strogo rekel, da ne smem to v javnosti. Je Janez kdaj kaj pozabil? Se je kaj zgodil? So pozabili škorne? Je kdaj Janez pozabil svoj inštrument doma? A se je kaj zgodil? Ne, mislim, to bom rekel, kar bi ti vedel. on, kolikor jaz vem, ne, on je najbolj discipliniran. On ima vse pošlihtan. Franjo je tako. Kaj Franjo pa ni? Franjo je mogoče malo z uro skregan, ampak vedno zadnjo sekundo bo on prišel. Čak malo, če je v tajmingu, zadnja sekunda šteje. To je tudi res. Spomnim se enega špila in to je bilo na Bohinju, kjer je dežval, ne? In kao špil odpade, ker je dež. In točno tisti komad drži za Bohinj, ne? Bohinj ima dež, tam vode. Ja. Dobre pol ure za tistem je bil pa lepo vreme. Ja. Tako. In? Ja, špil je mogel biti. In? Franjo Matej je še takrat bil basist. To je bilo treba zdaj priditi v Bohinj. In? Dobro, da je Franjo vozil. Zdaj sem vam vse povedal, kako je to bilo. Franjo, no sem nekaj temo, a on je skregan z uro, s časom. Sam danes je bil prav čas na oddaji. Ne, saj on vedno pride sam, ampak... Zadnjo sekundo. Se pa to navadi še. No, daj povej tajming pa to. Mislim, Smo vedno, zamujaš. akademskih smo vedno, ja. Ampak zdaj sem se pa navadil z leti, ne, ko pridijo sivi lasi, pa to, potem pa prideš to točno, ja. Ne? Čak pa, Oto ne zamuja, ne? Ne, ker ga vedno nekdo pobere. Tako da, ti si si vzel akademskih 5 minut. Seveda, to mora biti. Ja, to mora biti. Drago, kaj je še kaj takega? Potem počasi zaključujemo. Spomnim se tole, ko si vprašala Pera, koliko je on sebe predstavil. Vse on ni rabo, to publika mu je z roke jedla. Veš, ko to rečejo, publika ti z roke jedla. To je, lej, on je res. Mislim, da je Oto ima nekaj pripravljam še zdaj. Ja, Oto povej. Ker smo prej gledali na uro, ne, in ta neusmiljeno laufa naprej, ne gre nazaj. Ne. Jaz tako rekel, vsaj enega od našega terceta bi rad še predstavil danes. In to bo naša Maja Šturm. Ko smo delali pred zadnjo ploščo, bi rekel, je prišlo do ene melodije, do ene polke, ki je tako morala nastati dosti hiter, ne. In mislim, da se je šlo tudi za en praznik naše države, poleg, in je nastala skladba, potem je ona naredila še tekst, Slovenka Maja. In če boste dobro pozorni, boste v korusih, ki so inštrumentalni, opazili dva motiva, ki vam boste zelo poznala. Katera? No, to morate slišati. Bomo seveda. Bomo slišali. No, in če se zgodi, da bo to slučajno zadnja skladba, vam pa obljubim, da bomo v tisti oddaji, ki sledi, tako, ja, predstavili nove, sveže komade, ki si jih želimo dati na televizijo in bo spet pri tebi prvič. Veš kaj, se jaz bom to zadnjo oddajo v mesecu juniju vse vrtela. Tako da nič to ne je bo v redu, ampak bomo naredili pa tako, da bo še malo svežega vetra. Čak mal, roka tako, a še pridemo v oddajo, Janez? Tako, roka tako, opa, alpski kvintet. Ekskluzivno pridemo. Želim, Janez, da pridete... Boš poskrbela za kavo tudi? Absolutno, bo Drago prinesel naslednjič. Tako da ja, ampak moramo pa še tik pred koncem, a veš, da smo že konc, Janez? Škoda. Je, ne? Pa tako fajn se imamo. Pa se imamo fajn, ne? Moramo pa povedati, kdo so pa današnji člani ansambla Alpskega kvinteta. Ja, torej to mi je veliko čast, da jih lahko naštejem. So vsi moji prijatelji. Aha. Rdeča lučka, veš? Ja, vem. A to je tisto? To je to. Sem mislil, da je semafor. Ne, tam je pa zelena. A tam je pa zelena? Tale je to, ja. Torej na trobenti Damir Tkac, poznan trobentar, profesor, pa še marsikaj. Harmoniko igra tudi skladatelj in tako dalje. Ja, potem je Franjo Maček, ki ga danes tukaj gostimo in častimo.
Franjo, majčken se dvigni to, da bo rdeča lučka tako. Ja, zdaj gledamo sicer slikco, ja. Na harmoniki je sedaj Ciril Skebe. Ok, drugi, ja. Slika, ja. Je malce starejša, ja. Tako, ja, ampak recimo res odličen. Okay. Samo pozitivno ljudje o njem govorijo. Najbolj je zanimivo to, da med igranjem se smeji. Aha. To je pa simpatično. Se tudi ti se, veš, kaj igraš, bariton. Ja, Kitara Marjan Rolc, Ja. on živi drugače v Avstriji, je gor poročen tudi, je pa drugače zbleda doma. Fajn človek, res, enkraten, ja tako. Seveda, pevski tercet enkratni so, ne. Oto Pestner, naj začnem z Oto Pestnerjem. Bravo. Miha Možina iz Kočevja, fajn človek. In pa seveda Maja Šturm, ki je iz teh laških ljubov doma. Z vaših kvancev. Ja. Rečemo, z vaših Maja kvancev. Šturm, ja. To je laško prevladuje pri vas. Točno, čisto. Ja. Ja, laški. Bi Seveda. lahko bil, ja. Seveda, fajn je, da fajn igramo. No. Krasno. To je In še res na mnoga enkratno. leta pa, da boste Hvala zdravi, lepa, ne, Janez? hvala lepa za te lepe želje. Jaz tudi upam, no, da bomo tole letos 60. obletnico dobro speljali. Imamo zdaj v kratkem spet, torej na Koroškem nam pripravljajo našo 60-letnico zopet, ne, k zelo zanimivim programom. Bratje Smrtnik so že nehali, ampak so rekli, če pa bo alpski 60 let, a ne, pa pridemo vošec z našim petjem. Krasno. In mi bomo z vami. Z velikim veseljem, ne. No, in tako naprej še seveda celo leto praznujemo. No, ne moram čisto vsega povedati, če bom še v eni vdaji, bom v naslednji vdaji povedal, pa malo povedal še. Z veseljem, Janez, Tako. če prideš z veseljem. In jaz že kar zabukiram zdaj čim prej tole alpsko oddajo, tako da se veselim. Hvala lepa za povabilo. Seveda, mi smo vsi veseli, pijemo kavo za zaključek, Ja. ne? In se imamo lepo. Hvala lepa. Tako, ja, Franjo, še zaključna beseda s tvoje strani, ne vem. Ja, pa reči zaključek, se še bo Drago tudi nekaj povedal. Ja, v bistvu je v prijetni družbi čas prehitro teče. Ne? Ja. V bistvu jaz bi se želel še, da bi vam predstavili našo novo glasbo, našo novo produkcijo. Recimo. To bomo naslednjič. Predvsem pa kaj? Želim vam Lepo nedeljo. Ja, tale je tvoja, in, kjer je tvoja. obilo tale. lepe glasbe, zdravja in vsega lepega. Ja. Drago, kaj boš ti dodal danes? Jaz sem zelo kratek, jaz sem samo to rekel. Dober ansambl je ansambl, ko se publika pele par 100 kilometrov na špile, za njimi kjerkoli igrajo. In to je kdo je drug kot alpski kvintet. Ja, in naslednjo oddajo, ko bomo imeli, prineseš kavico. V vsakem primeru, a ne? Oto. Ja, pa naj še jaz zaključim. Jaz grem? Ja, pridi, ja, brez tebe ne bom zaključil, veš. Ja, ker tudi imam eno vprašanje. Ja, no, glej. Za zaključek smo pač izbrali eno vokalno skladbo, spet z našo Majo. In to bo Slovenka Maja. Bodite pozorni na inštrumentalne koruse, če boste kaj opazili. Izvoli, zdaj pa še beseda tebi. Ja, ker moram te še nekaj vprašati, ne? Ja. Zdaj so melodije Morje in Sorca in ti boš gostom, ne boš kot tekmovalec, a ne? Oboje. Oboje, ampak si pa nekako bil za zelo znano skladbico ta melodija, dira. A bi to lahko, ne vem, za zelo malo A ti zapel? misliš na melodije sonca in morja, spremljajo poletna srečanja in tako naprej. Ja, ta poje, kaj slavček. Ja, bi zdaj zapela z velikim veseljem in seveda gledajte melodije Morja in Sonca, spremljajte pa 4. julij. seveda. 4. julij. Če ima pa še kdo čas priti v Ljubljano 30. junija na poletno noč, bo pa tudi lepo. Krasno. In pa spremljajmo še naprej, a ne? Janez je že rekel, koga? Alpski kvintet. Tako je. Lepo se imejte, lepo, krasno nedeljo vam želim. Zdaj pa zadnja zaključna pesem o Maji bo govorila Slovenka Maja. Srečno in nasvidenje. Velik je svet, njemu vse se blešči, silite van hrepenenje. Ako spoznaš vse nevarne pasti, mine po njem te hlepenje. Košček sveta se najlepši mi zdi,
deželi lepote žehti, ki vtisnejo se v srce. Slovenka Maja, doma iz majhnega mirnega kraja, cezarsko glasbo v Evropo podaja. Saj pesem mej ne pozna. Domače kraje, pa vedno znova se vrača najraje, tja, kjer srce bije najbolj igraje, pod naše Alpe domov. Slovenka, lepo se mi zdi, naša beseda je blaga, za njo srce mi ponosno gori, jo mlajšim rodovom razlaga. Glasba slovenska mi radost budi, upanje v srcu poraja, družbi prijateljev dobrih ljudi, v hipu od žene skrbi. Slovenka Maja, doma iz majhnega mirnega kraja, cezarsko glasbo v Evropo podaja. Saj pesem mej ne pozna. Domače kraje, pa vedno znova se vrača najraje, tja, kjer srce bije